En prav lep pozdrav. Ja, danes na kratko pogledamo rezultate Xen kripto, kaj dogaja. Moram reči, da sem izjemno zadovoljna. Vse deluje, vsakič, ko grem gor, ko nove denarnice mintam na dolgi rok, kakor se da, seveda, je nekaj novega, je boljše, deluje neverjeten. V bistvu super, izjemno zadovoljna. Zadeve sem preizkusila, delujejo, skratka, klajmala sem, dala sem stejkat, lahko šerate, saj bomo to vse v živo zdajle pogledali. Zdaj Xen je, Jack Levine je ustanovitelj in se tudi kot oseba izjemno zrelo in dobro obnaša. Veliko doživlja napadov, sovražnosti, fovšije po domače in se s tem odlično spoprijema, ker on ima zdajle 48 let in to pomeni, da ima kar nekaj izkušenj za sabo, zrela oseba. Ima negativne, pozitivne izkušnje, izpiljen je, dober, odličen programer in tudi odličen v marketingu, odličen v bistvu v tem, da time vodi in v glavnem več kot 3 milijone ljudi je že sprejelo ta kripto. Je pravi kripto, v bistvu je to Bitcoin, dobesedno Bitcoin, kakršen bi moral biti, kakršen ga si je nekako zamislil Satoshi. Vendar takrat, ko je Satoshi to počel, ni bilo takšne tehnologije, kot jo poznamo danes. In je dejansko ta Bitcoin, Xen, je neverjetno dober, uspešen, ampak je eksperiment, opozarjam, to ni finančni nasvet. Jaz sem osebno prepričana, da tole bo novi denar. Nekega dne vizija Jacka Levina je, da bo to tretje največje plačilno sredstvo na svetu poleg dolarja in evra, da bi bil tudi Xen. In zdaj, kaj je pri njemu meni res všeč? V bistvu z nikomur se ne krega, ne govori, da je najboljši, ne vem kaj na tem svetu, ampak samo dela, deluje in ima vizijo. V bistvu on tega ne dela za denar, kljub temu, da pravi, da vidi, da nekoč verjetno bo od tega obogatel. Vendar pa je zelo realen. V bistvu vprašanje mu lahko na Twitterju postavljate, na vsa vprašanja odgovorim vedno in ima odgovore, tudi glede inflacije. V bistvu on pravi, da inflacija se bo pojavila po 8 letih in da bo takrat dezinflacija, da do 8 let se bo še splačalo Xen mintati, potem verjetno ne več. In potem se ga bo splačalo edino še kupiti in pa stejkati oziroma pač z njim delati. Je neomejen, ima neomejen supply, kar bi moral imeti pravi denar, kar pomeni, da z naraščanjem populacije ljudi, da lahko ga vedno znova ljudje kujejo, vedno znova pač toliko, kolikor ga potrebujejo in z njim, da lahko plačujejo. Zdaj to se še ne dogaja, Xen je sicer že na borzah, kar je odlično in mu gre cena tudi gor, sicer je padla, saj lahko pogledamo. V bistvu po mojem najboljše, da Xen pogledamo, kako je šla cena. Zdaj, kar se same cene tiče, jo določa trg. Trg jo določa, ker je to decentraliziran kripto, pravi kripto, takšen, kakor bi moral biti. Xen, zdaj bom še šerala. Ne tako, kot je bila zdaj ta borza, ki se je sesula, ne vem, če ste to spremljali, in je potegnila za sabo grozne stvari. V bistvu sploh
FTX v bistvu sploh ni imela za sabo nobenega kripta, tisti kovanec, ki je bil izdan kot kripto, ni bil pravi kripto. Dejansko, nažalost, v bistvu so to bili mladi ljudje brez izkušenj, verjetno niso hoteli nič hudega, živeli so v nekih sanjah in za sabo so potegnili ogromno denarja, ogromno vlagateljev, med njimi tudi hedge funde in pokojninske sklade, ki so šli noter v ta sistem. Dejansko pazite, poglejte, ne vlagati v stvari, ki mladeniči ustvarjajo, ker vse so čisto super, pa krasni, pa vse, ampak brez izkušenj in veliko jih je, ki sanjajo o Harryju Potterju in čarovnikih in takšnem svetu, kot je v knjigah. To ne more iti. To nikakor, to ni realnost, to ni resničnost in dajte biti realni, realnost je prijateljstvo, bratje in sestre, družina, zemlja, narava, to so realne stvari. Ne vem, WC papir je realna zadeva, naprimer, ne moreš si zadnjico obrisati z virtualnim papirjem ali pa kriptom, nemogoče, ne. Tako da dajte res razmišljati o tem, kaj je realnost, kaj ni realnost, ker tudi to, kar v sistemu, v katerem mi zdaj živimo, ni realno. Dejansko so stvari izmišljene od bolezni do tega, kaj je prav, kaj je narobe, kakšno hrano uživati. Stvari so izmišljene, v bistvu akademiki vodijo svet, politiki in stvari so šle v napačno smer. In se trudimo, in jaz, in veliko ljudi, ki jih poznam, Jack Levine in podobni, se trudimo, da bi šli v pravo smer, in tehnologija bo, po mojem mišljenju, ljudi poslala na pravo pot, da se bodo te stvari normalizirale in postale za vse ljudi enake. Zdaj, Jack Levine je meni všeč, ker dejansko želi, da smo ljudje enaki, da vsi imamo enake možnosti, kdor želi uspeti in imeti denar, in tudi povezuje se z vsemi mrežami in zdaj ima v glavi, kako bi Bitcoin povezal s Xenom in kako bi skupaj uspela, kako bi s Heksom recimo uspel. Heksu ne gre dobro, o Heksu bom še govorila, bom naredila posebej video in moje strategije se drastično spreminjajo glede Heksa, tako da vam bom to tudi pošteno in pravočasno povedala. Zdaj pa še za vlagatelje, zdajle, po mojem mišljenju, to ni finančni nasvet, ne slediti mojim besedam, sami preverite, ampak jaz zdaj ne vlagam in ne bom vlagala, ker je najbolj neroden čas za vlaganje prav zdaj, ker smo tik pred največjo krizo vseh časov in bodo stvari padle dol, vse bo še padlo dol. Zdaj se ne splača. Karkoli bom jaz osebno zdaj vlagala, bom izgubila. Zato, ker se je že lani to začelo, izgubila sem dosti in ne želim več izgubljati. Tako da zdaj se splača bolj šparati denar, evre, dolarje in pa stablecoine in čakati. Jaz imam večinoma zdaj imam v stablecoinih. Dejansko oddaj pa USDC, največ imam USDC-ja, pazim na to, da stvar ne bi kar naenkrat crkala. Mislim, da ta dva ne bosta, ostalo pa ne zaupam. Ostalim stablecoinom ne zaupam. So neke majhne mreže tudi, ki se zdaj postavljajo na noge, ki delajo odlično. Fantom sploh, recimo, sem prav presenečena. Jaz sem na začetku v Fantomu vložila 3 evre in zdaj so stvari že zelo velike. Tako da zdaj sem se odločila točno tako, v nove stvari vlagam 10 evrov maksimum za vsak slučaj, ker če bo čez 5, 10, 15 let en projekt ful uspel, bo milijonarka, ne. Tako da zdaj se ne splača meni osebno v ne vem kaj vlagati, ampak v te kakšne take projekte pa ja. Texan Token, kdo še ni,
klajmal zadevo oziroma ga rezerviral na milijon tokenov dobite na denarnico, če ste žrtvovali za Pušče in Pursix in podobne stvari, pojďte poiskati Texan token in pač z njihove spletne strani lahko klajmate zadevo oziroma rezervirate. Ok, dajmo zdaj shareat, kje si share screen, takole, share. Ja, tole bi najprej rada pogledala, se pravi, če pogledamo Xen Crypto, Xen Crypto, Madonna, 70% šel zdaj gor, ne moš verjeti. No, poglejmo graf, ker je ful zanimivo za učiti se, tole so ljudje določili, začel je z $38. A ne, pač toliko so bili ljudje takrat pripravljeni plačati, a sem jaz to prav videla? Ne, nisem. Ne, začel, price, narobe sem gledala, volutivno sem gledala, pardon, torej, price začel z $0,332 dolarja, in potem je zgrmel dol, to je normalno, to je po vsakmu, kjerkoli vlagate, v kripto, delnice, whatever, v bistvu je najprej na začetku visoka cena, potem pa to zgrmi dol, potem spet naraste in spet zgrmi dol, tako da po vsej verjetnosti tole, ki je zdajle najnižja cena, če bi kdo hotel kupovati, ampak se vam ne splača, zaradi tega, ker se vam najbolj splača dejansko zdaj ga mintati. In sicer je še bonus, trenutno še kakšen mesec, je še bonus dodaten pri klajmanju in pri mintanju in klajmanju. Tako da zdaj to izkoristi, kdor želi izkoristiti. Vidite, 97% je padel, ampak zdaj je pa šel gor, kaj pa je, recimo 24 ur, je ful narastel. Ja, to je tako strmo gor. Zdaj to ni dobro, to pomeni, da nekdo ga ful kupil. Po mojem, en OG, en Wales ga je ful kupil, ful velika, ne, to ni najboljša stvar, to bo dol ruknilo, sigurno, ne. Tako da, če gre takole gor, takrat ga ne kupovati, ampak se vam seveda splača ga mintati, ker je zastonj, brezplačen. In sicer je Jack Levine rekel, da se pravi prvo leto se bo najbolj splačal, bo najbolj vreden, v bistvu najnižja cena in pa najmanjša inflacija. Potem bo pa vsako leto pač manj, tako da prvih 8 let se ga bo res splačal, pa potem pa po vsej verjetnosti zaradi dezinflacije ne več. Ja, tako da, evo, takole, tole je zanimivo. No, pa pojdimo pogledati, pojdimo kar ne, tole bi rada povedala, no, kako pač mintamo zadeve, mene malo umaknem dol. Zdaj tako, tole je official spletna stran, ena izmed 3, v Discordu lahko vidite, ali pa velike spletnih strani, ki so jih ustvarjali, in tale je meni všeč, ena izmed boljših, bom dala v opis link, tukaj imate Twitter, Telegram, Discord, tukaj v Discordu imate vse linke objavljene, official, se pravi, tiste ta prave, da ni scam, GitHub in pa CoinMarketCap, na katerem je že. Zdaj, Jack Levine ni nič delal sam, ampak vse se mu kar spontano dogaja. Borze so ga same uvrstili gor, nič ni plačal, niti na CoinMarketCap, kjer plačajo zelo velike denarje, da se kovanci uvrstijo na seznam, nič ni plačal, sami so ga uvrstili, zato, ker vidijo potencial, ker vidijo, da koliko so ljudje, tole je zdaj dobre ali slabe 2 meseca staro, je že več kot 3 milijone ljudi to zaznalo,
ta kovanec in vsak dan se denarnice v bistvu ustvarjajo. Jaz sem jih že kar nekaj ustvarila in to delam v nedeljo dopoldan, ko spi Amerika, ko spi vzhod in so najnižji GWI. Zdaj delam to, če pogledamo, največ jih naredim na Ethereum omrežju. Potem na Ethereum POV omrežju, to je Proof of Stake. Proof of Stake pa Proof of Work. Se pravi, Proof of Stake je ta glavna, največja, Proof of Work je odcepitev. In mislim, da bo tista tudi dobra. In zdaj najdražji, tam nekje $2, okrog $2, v bistvu jaz dajem za tole Ethereum Proof of Stake mrežo. Bistveno cenejše sem dala za Proof of Work, je bilo, mislim, da je bilo nekih 30 centov, nekaj tazga, za eno transakcijo. Tako da na Binance ne delam, jaz v Binance ne verjamem, Binance mrežo in Cizijo ne verjamem, te zadeve so meni zelo tako skemi vse skupaj, tako da kdor želi, lahko ustvari tudi na Binance mreži te kovance. Polygon, jaz mislim, da se splača, nisem še šla, baje so zelo nizke v centih transakcije. Avalanche se baje splača, no to je ta Ethereum Proof of Work, Moonbeam sploh ne poznam, pa EOS tudi ne. Baje je to še na drugih mrežah, tako da splača se iti na druge, če uporabljate druge mreže, kot je recimo Fantom, dajte pogledati, če se to da, mislim, da se da, če ne ga vprašajte, Jacka Levina, pa vam bo v bistvu vse človek povedal, kako pa kaj. Zdaj enostavno konektate wallet, to bi rada poudarila, no? Da, zakaj sem zadnjič imela težave, zakaj nisem mogla več iti na več računov hkrati. Bom vse pojasnila, kaj sem imela problem. Sama sem to ugotovila, ker mi ni znal pomagati, ampak sem sama ugotovila. Tako da skonektate MetaMask. Jaz v bistvu stvari delam na Ledgerju. Imam poseben Ledger za to in ful računov na tem Ledgerju. In potem prek MetaMaska takole se povežem z Ledgerjem in delam preko MetaMaska. Okay. Najprej se mora MetaMask odkleniti. Zdaj tako. Tukaj zgoraj vidite račun. Tole je ta račun, v bistvu ta glaven, mislim, da je ta glaven. Zdaj pozor. Torej, jaz sem delala tako, da sem razširila MetaMask in mi ni delal. Zdaj ga pa ne razširjam več. V glavnem ga samo, ni važno, je to kater browser je, ga takole pač enostavno tale majčken MetaMask kliknite, da se ta majčken MetaMask odpre, pop-up okno se temu reče in bo delal. Sigurno dela. Drugače, tega gumba jaz nisem videla, pač tukaj connect, disconnect in tako, te 3 pikce, tega nisem videla prej, connect sites. Tako da tole je pomemben. Torej, če grem jaz zdaj na drug račun, recimo Genius Giveaway, takole, tukaj piše, da sem skonektana, ker sem, drugače, če ne, kliknite gumb in skonektate. Zdaj, najlažje je, da naredite najprej, ne vem, toliko pa toliko računov, kolikor hočete denarnic mintati. In potem, ko konektate MetaMask, v bistvu, oziroma pač z tega xencrypto.io, .io,
vas bo tukaj MetaMask vprašal, ali vam konekta samo ta račun ali vse račune. In jaz mu kliknem kar vse račune in potem imam vse skonektan. Zdaj tukaj vidite, da se ni še prestavil, torej tale račun giveaway imam 3AB pa potem D739. Se pravi, tukaj pa drug račun. Zdaj, najlažje je tako, jaz sem ugotovila, najlažje bo klikati kar na gumb stake, pa pol nazaj na mint. In bo prestavil, vidite. Tudi F5, se pravi osveževanje monitorja, ne naredi dobro. Najboljš drug gumb klikati pa pol tega. Tako da imajo en bug in sicer tukaj tele številke se ne vidijo, ker so bele barve, ampak nič hudega, tudi to se da. Jaz kliknem maksimum, se pravi, zdaj mi je dal 424 dni maksimum, da lahko mintam zadevo. To je let pa še malo. Zdaj jaz grem pogledat, a to pride na nedeljo ali ne, če ne, dam kakšen dan, dva manj. Zaradi tega, da pridem, oziroma na soboto, če delam bolj popoldne, dam na soboto, da imam 24 ur časa to odklajmat. Ker v 24 urah morate odklajmat, ker vsak dan, ko ne, vam pač sama koda poje, oziroma so penalti, kazni, in po 7 dneh nimate ničesar več, če pozabite zadevo, potem bo to zginili. No, te mogli dobiti, morate še enkrat od začetka, ker je škoda. Kliknete maksimum, zdaj vam bo tukaj maksimum naštel, tukaj imate vse, piše. Zdaj, če hočete tukaj videti, dajte označiti, vidite, pa se vidi 424, bele barve, pač Bog pomagi, tako so naredili. Lahko naredite, ne vem, 300, se spet navidi, ampak klele on napiše, označite, pa vidite, da tukaj res piše to, kar sem uredila. Zdaj, manj kot 30 dni so izračunali, ljudje se ne splača. Ne splača se na manj kot 30 dni. Dajte več kot 30 dni, za poskus lahko. Zdaj, jaz sem se odločila, zdaj, ko so največji bonusi, da bom mintala na najdaljše obdobje, kolikor se bo dal, potem pa, ko ne bo več bonusov, bom dala vedno krajše obdobje, da bom imela čim prej pač ta denar v svoji denarnici. Ja, in pa kliknete Start Mint, MetaMask se odpre, pove vam, tukaj imate vse, piše kako pa kaj. Zdaj jaz imam tako nastavljeno v MetaMasku, da lahko tukaj tudi transakcije dam na mine, dam na low, vse dela, brez problema. Brez panike, nič ni, tudi če tole napiše, da ne vem, pač zdaj $2.20, to je nizek fee, dost nizek za Ethereum mrežo. Nič hudega, to sigurno, ja, pač nimam Ethereuma gor, ne moram pač tega narediti, ampak nič se bati, lahko date na tole najnižjo varianto, low, in bo vse šlo skozi. Malo počakate 5 sekund dlje, kakor je. Če boste delali takrat, ko mreža ni polna, gre brez problema skozi. Ker zdaj Ethereum dela malo boljš. Mičkom boljš dela. Moram pohvaliti, no, da je boljš. Dobro, tole bom dala, da zavrnem. Gremo MetaMask še enkrat, grem en drug račun, da boste še enkrat videli, recimo tega test, takole. Tukaj mi napisal, da ni konektano. Bomo naredili takole, stake, mint, MetaMask, tega nisem konektala. Test not connected, vidite, zdaj je tukaj ta rdeč gumbek, kliknemo, ne, one 3 pikce mogla klikati. Connect sites, tole,
Ja, najlažje je čist na začetku. Dala F5. Če se bo tole zdaj skonektal, se pravi E8 še vedno ni. Test, not connect. Klele, bravo jaz. Bravo jaz, evo takole. Zdaj je skonektan, dajmo še enkrat. No, takole se malo pozabavate, če vam ne dela. Tako da boste videli, da se tudi jaz hecam nekaj časa, pridem pogruntam. E8, 9, E8, 9. 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3. Evo, je ta prav. Zdaj je to ta prav račun, kot ste videli, je skonektan in se lahko preklapljam pač med temi računi, start, mint in tako naprej, kar smo že probali. Zdaj bi pa jaz tole slikce sem naredila, da boste videli. Start, mint, climb. Takole zgleda, recimo, ko pridete do konca. Tole sem, penalty je bilo nič, zaradi tega, ker sem v 24 urah tole naklajmala. In je 3 variante so, 3 možnosti imate. Lahko samo, lahko klajmate in mintate ponovno zadevo, dobite tole ksenov sem dobila na denarnico, Potem climb, mint plus share, tukaj dobite neke dodatne bonuse. Zdaj share pomeni, da nekomu drugmu podarite en del. Tukaj procent, recimo 10%, nekomu podarite, se pravi 90% gre na vašo denarnico, 10% na drugo denarnico. In tukaj morate noter dati od denarnice naslov, komu to pošiljate. Se pravi, climb, mint plus share. In to vse naredite v eni transakciji. To je druga varianta. Tako da jaz tega še nisem počela. Zdaj, če vas zanima, v bistvu pa nimate nobenih izkušenj s kriptom, ali da nimate Ethereuma ali karkoli, v bistvu predlagam, da mi pišete na Twitter, v zasebno sporočilo seveda, in mi tam date naslov svoje denarnice. Če pa nimate nič, pa vam bom jaz naredila tudi vašo MetaMask denarnico, s tem, da bom jaz imela seveda tudi vaše ključe, tako da to morate imeti v rezervi potem. Morate mi pač zaupati, da je to, in vam tisto denarnico pol podarim, vam jo dam. Zdaj, računala ne bom nič, če bi pa kdo hotel karkoli donirati, mi pomagati za fije, se pravi, ker jaz moram transakcije plačati. Če bi kdorkoli hotel, pa mi prosim, zdaj, ker jaz verjetno ne bom na Ethereumu mrežu tem glavnem delala, tega so res visoki, ampak lahko vam na Proof of Work v bistvu naredim, ker so dosti nizki fiji, ali pa na katerem drugi mreži, recimo, vam naredim. Sami morate povedati, da bom to dejansko naredila v bistvu. Če pa kdo ima res veliko željo na tem omrežju, pa mi tudi napišite, pač. Bom pomagala, res bom pomagala, če nimate izkušenj, če bi radi v bistvu prišli do tega, ker je, se pravi, pa napišite v bistvu, pa bi tako naredili, da vam pač dam, ne vem, 10% jaz obdržim zase kovančko, ostalo pa vam pošljem. 90%, to je to. Za tiste, ki ste pa z mano vlagali, sem pa itak vam rekla, da bom naredila za vas in bom tudi naredila, ampak to bom naredila na dolgi rok, ne na kratek rok. Dobro, potem, kaj imamo še? Climb, mint plus stake. To je tako, naniza se vam 3 možnosti. Jaz sem naredila print screene
vsakega posebej. 3 možnosti se vam odprejo, ko klajmate, a ne. Tole je tretja možnost. Jaz sem zaenkrat tole izbrala, a ne. Se pravi, da sem vse, čisto vse, kar sem, se pravi tele ksene, sem klikala na maksimum in tudi na maksimum dni sem dala. Kakor se je dal, 1000 dni je največ za stejkati. Pa je pol treba to je treba pol odstejkati, a ne, nazaj. Fino je, da to vse v eni transakciji ne rabiš dvakrat plačati, tako da ni prav drago. Ni prav, hvala Bogu, ni prav drago, a ne. To je to. Jaz sem res zadovoljna, moram reči. In osebno delam dosti na tem, dosti denarnic, najprej sem bila zelo skeptična, zdaj pa vidim, da grejo stvari v pravo smer. Boste videli, če boste brali belo knjigo, boste videli, da se ta bela knjiga non-stop spreminja na boljše. Zaradi tega, ker Jack Levine absolutno upošteva to, kar mu ljudje rečejo, kaj bi radi, kakšne ideje imajo, kaj vse bi se dalo še narediti. In to njegovi programerji naredijo, on sam je programer, plus ima celo ekipo ljudi zadaj, a ne, celo ekipo ljudi. Tako da, ta stvar gre res dobro. Res dobro, nima nič s heksom, nima nič z ničemer, v bistvu je popolnoma samostojen. In jaz mislim, da bo on edini, ki ne bo sledil ceni, a ne, ker če ste zdaj gledali ta FTX, ki se je zrušil, je zamajal komplekt kripto, tudi Bitcoin se je zamajal in vse ostalo. Če se zamaja Bitcoin, se zamaja vse ostalo, tudi heks. Nihče mi več ne bo govoril, da heks gre po svoje, da ima svojo ceno, ne, nima. Vezan je na Bitcoin in nažalost je to tako. Nažalost, a ne. Bom pa o tem še poseben video naredila, pa ga objavim, tako da tisti, ki vlagate v heks, da boste videli, kaj vse sem odkrila zadnje čase in kaj vse sem se naučila. In moram reči tako, mladim ne sledim več. In sem vse kar skenslala dol svojega kanala, edin Crypto Coffee še, pa še tako ostalo ne, tudi Walesu več ne sledim, neumnosti klatijo, v bistvu neizkušeni so, sama vera jih je in zdaj sledim samo starejšim, 50 plus vlagateljem, ki imajo rezultate tudi v krizi. In veliko sem se naučila. Moram reči, da ja, vsem z vami bom delila vse zafrke, ki sem jih imela do zdaj. V kriptu sem zdaj pač nekaj let in v vlagateljstvu tudi nekaj let. To je premalo, v bistvu za res nek prav hud uspeh, a ne? Ampak sem že uspela v bistvu vmes, pa tudi uspela in izgubila, tako da šola me je veliko stala do zdaj in me še me stane, a ne. Tako da naslednji video pa heks, pa hedron, pa derivati od Deepcatcherja, kaj pa kako, v bistvu to, ker sem bila zelo previdna, pa ker ste me tudi nekateri kregali in sem previdno odgovarjala nazaj, da pač je to nekaj najboljšega na tem svetu, se je izkazalo, da ni nekaj najboljšega na tem svetu in bom tudi pojasnila, zakaj. Zdaj so meni te stvari dosti bolj jasne, tako da se odločam zdaj bolj za kovance, kriptokovance, manj za tokene, in pa za derivate ne več, a ne. Zato tudi nisem šla v poli od Deepcatcherja, ker je derivat. In bom te stvari povedala, kako pa kaj, pa kje se lahko zafrknete, a ne. Škoda denarja, škoda, človek pač nekaj vlaga, zasluži pošteno, nekaj vlaga in potem mu pač nekdo to vzame. To je res škoda. Bom razložila, na kakšen način se to dogaja. Ja, lep pozdrav,
Fajn bote, in lahko sprašujete, jaz vam bom odgovarjala, tisto, kar vem, tisto, kar ne vem, se bom pozanimala ali pa kasneje bom odgovarjala, ne pa vzeti to kot finančni nasvet, ker nisem niti programer, niti finančni svetovalec, niti strokovnjak na tem področju, ampak sama vlagam in delim svoje znanje, izkušnje, zafrke in pozitivne stvari z vami. Lep pozdrav.